Sestali so se namreč z župani in direktorji več belokranjskih podjetij. Držimo se načela boljš enkrat videti, kot pa trikrat slišati. Danes smo imeli res enkratno priložnost, da smo to stvar tudi v živo videli, kje so problemi. Kar nekaj jih je, hkrati pa ima Bela krajina še veliko razvojnih možnosti, pravi predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Nekatere probleme bi lahko zelo enostavno rešili s pravzaprav zelo ne tako velikimi finančnimi sredstvi za državo. Učinek pa bi bil na nasprotni strani lahko zelo velik. Majhen finančni vložek za ureditev poslovne cone v Kanižarici in zagotovitev ustrezne jakosti električne energije v Semiču bi lahko pripomogla k nastanku novih delovnih mest, pravi Novakova, ki se strinja, da ima država predvsem pretirano birokracijo, ki hromi razvoj v Beli krajini. To smo praktično lahko slišali vse posod. Postopki so prezahtevni, potrebna so poročila, ki služijo ne vem čemu. Zato se bodo, kot so dejali, zavzemali za odpravo birokratskih ovir in izboljšanje zakonodaje na problematičnih področjih, ki zavirajo gospodarski razvoj. Seveda so v Beli krajini govorili tudi o tretji razvojni osi, pomembni za razvoj tega območja. Tretja razvojna os sodi med prioritete tudi te vlade, čeprav bomo na nekaterih področjih seveda morali zmanjševati sredstva, da zmanjšamo to proračunsko luknjo, po drugi strani pa so določena razvojna sredstva, ki jih seveda želimo vložiti v razvoj in tudi pridobiti vsa razpoložljiva evropska razvojna sredstva.